Dober dan, to je N1 studio. Potem, ko je koalicija prejšnji teden po 3 mesecih usklajevanja v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o zaščiti živali, je v stroki zavrelo. Pomembne novosti, kot so prehodni hlevi za odvzete živali, specializirana inšpekcija, večja vloga nevladnikov, obvezni videonadzor v klavnicah, popolna prepoved privezovanja psov in čipiranje mačk, stroko niso bile usklajene, opozarjajo. Za kmete pa je bil ta predlog kaplja čez rob in celo ponižanje. Pogajanja z vlado so prekinili in zdaj napovedujejo nadaljevanje stavkovnih aktivnosti, tudi proteste. Dobili bomo živalsko nad policijo, pravijo. V studiu pozdravljam današnja gosta, prvo podpisana pod zakon poslanka SD Meira Hot. Dobar dan, dobrodošli. In predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič. Dobar dan. Dobar dan. Pa začneva midva. Gospod Žveglič, zakaj je bil za kmete ta predlog zakona kaplja čez rob? Ja, prvič zato, ker tudi ostalih stvari se nismo pogajali tako s takim tempom, kot smo si želeli, in tudi nismo prihajali do takih rešitev. Druga stvar je bil pa zato, ker je ta zakon popolnoma neusklajen, bom rekel, z veterinarsko stroko, z zootehnično stroko, kakor tudi s kmetijsko. Mi kot največja nevladna organizacija smo iz tega zakona videli in slišali določene rešitve, ki se nam zdijo pa popolnoma nesprejemljive, ponižanje za stroko, ponižanje za rejce in tudi, bom rekel, določena protiustavnost, kot je vdor v zasebnost, vdor na kmetije, ogrožanje biovarnosti in tako naprej. Gospa Hot, vi pravite, da predlagana novela nikakor ni napad na rejce, kmete oziroma skrbnike živali. Kako odgovarjate na očitke Kmetijsko-gozdarske zbornice? Bomo res dobili živalsko nad policijo? Gospod Žveglič pravi, da je zakon lahko celo ustavno sporen. Torej, absolutno zavračam navedeno. Mi smo se res trudili ob vložitvi zakona povedati, da je ta zakon v resnici priznanje kmetom, ki izjemno skrbijo za živali, da pa je v naši družbi enostavno preveč primerov mučenja, maltretiranja in ti primeri, ki so lahko na podeželju ali pa v mestu, mečejo slabo luč na vse ostale, ki s svojimi živalmi zgledno ravnajo. Ta zakon, da ne bo nejasnosti, ker zelo neutemeljeno je, ko se govori, da ni bil usklajen s stroko. Kot ste lepo povedali, v začetku je 3 mesece koalicijskih usklajevanj potekalo na tem poslanskem zakonu, torej tukaj gre za tako imenovani poslanski zakon. To usklajevanje je potekalo z različno stroko, tako z veterinarsko, kot s stroko strani Ministrstva za kmetijstvo, kot s posebno delovno skupino v izvršilni veji oblasti pri predsedniku vlade, kot z različnimi pripadniki koalicijskih in kot predvsem bi rada poudarila z nevladnimi organizacijami, ki izjemno delujejo na tem področju. Ne moremo, če dovolite, ne moremo govoriti, da dobivamo neke vrste nadživalsko policijo. Opolnomočiti želimo tiste, ki vrsto let na terenu odkrivajo, opozarjajo in so primere maltretiranja, mučenja in so v resnici nemočni v odnosu do države. O čemu govorim? Govorim o temu, da je veterinarska inšpekcija absolutno kadrovsko podhranjena. Sama vrsto let dajem pozive, da se okrepi kadrovsko, pa vendarle dobim vsakeč znova odgovore, da v tem trenutku ne morejo zagotoviti dovolj zaposlenih. Na drugi strani imate nevladnike, ki hodijo dnevno na terenu, ki opazujejo mučenja. Veliko primerov, ki pride v javnost, bodiva iskrena, pride ravno strani društev. Društva največkrat opozorijo na primere abotnega mučenja živali. In želeli smo jim dati vsaj neko vlogo v postopku in moram povedati, da je to veterinarska inšpekcija dejansko celo pozdravila. Mnogi so se obrnili name in pozdravili to rešitev. Pa rada bi še povedala, da po vložitvi zakona eden izmed prvih klicev v poslansko skupino je bil strani gospoda kmeta iz obrobja Ljubljane, ki je rekel, da absolutno podpira zakon o zaščiti živali, da je to potrebno narediti čim prej. Torej, tu ne gre za napad na kmete, gre za napad na mučitelje živali. Gospod Žveglič, kaj pravite na to? Tole je pomešane hruške in jabolka. Glejte, stroka, ne vem, za katero stroko ste se usklajevali. Meni kolegi iz veterinarske zbornice in z Nacionalnega inštituta za dobrobit živali pri veterinarski fakulteti govorijo, da so za rešitve in za stvari, ki jih bodo oni morali izvajati po tem zakonu, prvič prebrali iz zakona. Da jih ni noben nič seznanil. Zdaj, ne vem,
to ne drži. To bi jaz uskočil. Glejte, to drži. To bi jaz uskočil, bi pojasnil. Jaz sem pred oddajo, gospa Hot, govoril z doktorjem Ožbaltom Podpečanom, predsednikom Veterinarske zbornice Slovenije in vodjo Nacionalnega centra za dobrobit živali z ljubljanske veterinarske fakultete. Nad predlogom je zgrožen. Pravi, da je to totalno noro, da gre za degradacijo stroke, da je zakon lahko celo ustavno sporen, da bodo zdaj z društva nadzirala delo inšpekcij. Pravi, da niso bili vključeni v nobeni meri veterinarska zbornica, ta gospod je predsednik veterinarske zbornice, torej? Torej, uprava za varno hrano je bila ves čas postopka vključena. Še enkrat gre za poslanski zakon, ki je vložen v redni zakonodajni postopek. To pomeni, da mi nismo zavezani, ne vem, javni razpravi, kot je v primeru izvršilne oblasti, ko vlada predlaga zakon. Imamo pa druge možnosti. In mi smo v tem zakonu predvideli tako imenovano javno predstavitev mnenj. Da bi tudi druge deležnike, ki morda niso imeli v tem trenutku še priložnost sodelovati, če dovolite, da dokončam misel, torej, da tudi oni pridejo in podajo pripombe. Ampak se mi pa zdi nedopustno govoriti, da bo nekdo nad veterinarskimi inšpektorji. Gre za komplementarno vlogo. Torej, nevladniki, ki bodo odkrivali primere mučenja, bodo lahko v postopku predlagali, to bo posebni pooblaščeni svetovalec, ki bo moral opraviti izobraževanje. On ne bo mogel ničesar narediti brez tega, da bi veterinarski inšpektor torej vodil sam postopek. Oni lahko samo osveščajo, predlagajo za dokazna gradiva inšpektorju, ki na koncu tisti, ki vodi postopek, prijavijo nepravilnosti in v roku 24 ur pa da mora inšpektor povedati, kaj je na tem področju naredil. Zakaj? Ker je preveč primerov bilo, ko so bile živali mrtve, preden inšpekcija ukrepala. In tu moram priznati, da je celo uprava zelo pritrdila. In veliko inšpektorjev je, imam na mailu, ki je v resnici reklo, pozdravilo to vrstne rešitve. Zato se mi zdi absurdno, da bi nekdo bil zgrožen nad takim zakonom, če je ljubitelj živali. In jaz res upam, da veterinari so v tem kontekstu ljubitelji živali, ker mi tukaj ničesar ne spreminjamo. Še to bi dodala. Dobila sem celo veliko pripomb strani nekaterih, ki bi šli veliko večje ekstreme. Torej, govorim strani tako imenovane abolicionistične veganskega gibanja, kjer so me napadli, kako je ta predlog v bistvu preskop. Torej, tu gre za nek kompromis, ki pa sledi enemu, dobrobiti živali. Kompromis, gospod Žvegli? Ma ne, gledajte, tukaj ni nobenega kompromisa. Sej, gledajte, že same debate, sej, gospa bo zdaj tle uporabljala, gledajte, ni bilo razprave z največjimi strokovnimi inštitucijami v tej državi. In zakaj potem to vključevati? Potem, ko je že zakon v proceduri, zakaj jih ne povprašati in se z njimi uskladiti, preden gre zakon v proceduro. Ne? To je napačna pot. Glejte, in druga stvar, govorite, da 40-urni tečaj. 40-urni tečaj proti veterinarju, ki ima 6 let šole in 4 leta prakse, da je lahko uradni on. Dalje, kaj pomeni pogled, kako se vidi? Mi imamo danes že na terenu, bom rekel, teh aktivistov, ki prijavljajo, ima možnost že sedaj vsak. In marsikdaj ne vedo, sploh ne poznajo sistema, sploh ne poznajo reči. Res pa je in imamo zaradi tega že veliko težav. In lahko vam povemo, nič hujših primerov vam jih lahko tudi v praksi povem. Druga stvar pa je potem seveda, da se bo moral veterinar pred temi pooblaščenci, če lahko tako rečem, zagovarjati. To je ena stvar, duh uhaja iz steklenice, tudi v drugih zadevah. A zdaj bom pa jaz se postavil za cesto, opravil 40-urni tečaj in ustavljal voznike in jim govoril, da kršijo pravila. To je isto. Druga stvar, a zdaj bomo začeli pregledovati, ne vem, bomo zdaj začeli gledati, mi uvajamo ali pa uzakonjamo ovaduštvo kot neke ad hoc specialne ljudska sodišča. Ne, to uhaja. Jaz sem vas poslušal in ste rekli, da ne smem. Zdaj pa prosim, da date tudi meni čas. Ne? Bodimo toliko. In kaj bomo zdaj v naslednji fazi gledali, kako smo oblečeni doma, kako hodimo doma in tako naprej. Ne, gledajte, to tako ne gre. Jaz obsojam vsako mučenje živali in nepravilno ravnanje. Vendar moramo nekaj vedeti, 40 000 gospodarstv
v Sloveniji ima rejne živali. Jaz se bom podaril bolj na rejne živali. In bo prihajalo, je prihajalo in bo prihajalo do ekscesov, katere je seveda potrebno preprečevati. Jaz poudarjam, pozdravljam tudi te predhodne ali prehodne hleve, kajti da se to lahko tako in hitro in učinkovito rešuje. Ne moramo pa zdaj dovoliti, da se bo nekdo sprehajal po tuji lastnini, nadlegoval ljudi v vaduštvu, in zdaj bomo imeli potem pa še kaj, kako bo kdo hodil oblečen po cesti in kaj bo govoril po gostilnah za šankom in tako naprej. Glejte, duh uhaja iz steklenice. To je, a se spomnimo, kaj se je v preteklosti in na kakšen način so se začele vzpostavljati totalitarne države in totalitarni sistemi. Ne, lahko, prosim. Duh je ušel iz steklenice takrat, ko so se začele dogajati te anomalije, ki se dogajajo na terenu. Še enkrat, ne gre za to, da bi pooblaščeni svetovalec nadomestil veterinarsko stroko. Če se mora zagovarjati daleč od tega, ampak gre za to, da bi v inšpekcijskih postopkih, ko pride do prijave, imeli možnost dokaze tudi predložiti inšpektor, ki morda ni bil tisti trenutek na terenu. Na ta način pomagaš veterinarski inšpekciji pri izvajanju nalog. Ne gre za voduštvo, gre za skrb za to, da se ne dogajajo maltretiranja na terenu. Jaz ne vem, meni se zdi žalosten vsak primer živali, kakršne, ne vem, vabim vas tudi, da greste obiskat mogoče društvo za zaščito konj, kjer vam bo gospa Natalija lahko povedala in prikazala njene izkušnje že inspekcijo. Vi ne razumete, kako zelo težko je vsem tem društvom, kako obupne se počutijo, ko prijavljajo, ko gledajo neposredno primere mučenja, primere maltretiranja, primere tega, da so poniji do trebuha v blatu, primere tega, da se pes ne sprehodi enega dne, da je celo življenje priklenjen na verigi, ker nekdo misli, da je pač žival za to, da varuje premoženje. Gre se za neko humanost, ker verjemite mi, naš odnos do živali, naš odnos do ranljivih skupin, to je tisto, kar kaže to, kako daleč kot družba prihajamo. Pozdravljate prehodne hleve, meni je res nerazumno, zakaj ne bi pozdravili to, da ima društvo, ki še enkrat deluje že v javnem interesu, vrsto let na tem področju deluje. Primarno bo to društvo izbralo osebo, ki bo osveščala, ki bo opozarjala nepravilnosti in ki bo lahko sodelovala v postopku. Torej, to je daleč od živalske policije, kot je recimo na Nizozemskem, ampak zame osebno je Nizozemsko v tem kontekstu zgled, ker na Nizozemskem lahko preverite, nimajo več težav z zapuščenimi psi. Zato, ker so tukaj ogromno naredili. In mi s tem zakonom samo stremimo k temu, da se na terenu čim manj oziroma v bodočnosti sploh več take anomalije ne dogajajo. Zaenkrat jih je pa daleč preveč. In da se razumeva, to ni problem podeželja. V mestu imate ogromno primerov, kjer se pse drži v premajhnih kletkah in se jih sploh dnevno ne sprehodi. In to ni v redu. In zato mi je nejasno, zakaj ste vi to zavzeli, kot da je to napad na vas, ali pa da tukaj stroka ni sodelovala. Stroka bo imela možnost sodelovati. Žal, pač zakonodajni postopek je takšen, da se zakon vloži, kolikor gre za poslanski zakon, na to se izvede, če treba splošna razprava, na to je možnost, da odbor izglasuje javno predstavitev mnenj. Mi smo tudi imeli predstavitev mnenj. Nič vam ne preprečuje, da ne bi teh posvetovanj izvedli že morda pred razžitvijo. Nismo jih. Se pravi, imam tudi veliko primerov, ko sami veterinarski inšpektori pozivajo, da ukrepamo na ta način. A veste, kaj ni v redu? V redu ni to, ko gospa poslanka z pozicije moči govori, ne posluša stroke, ne da besede tudi drugim, in ima samo svoj prav in tudi za en trenutek ne prisluhne argumentom nasprotne strani. A vam jaz povem primere, jaz govorim še nekaj. Glejte, če je to, jaz se strinjam, okrepiti je potrebno veterinarsko inšpekcijo z vsemi pooblastili. In veterinarska inšpekcija že sedaj ima ta pooblastila in mora izvajati svoje delo. In pika. Veterinarska inšpekcija v teh državah. A zdaj jutri bomo hodili pa po gostilnah, pa gledali, ali je kozarc dovolj pomit, ali ni dovolj pomit, pa bomo klicali. Ja, sej, zdaj bomo pa ustanovili neke pooblaščence, ki bodo hodili v gostilne in bodo zbirali dokaze in bodo fotografirali, ali je kozarc dovolj pomit in ni, in klicali sanitarno inšpekcijo. Prosim lepo, In zato, je potrebno, kot sem rekel, država ima v svoj ustrezen službe, ima ustrezen sistem, ki ga je potrebno nadgraditi
če ni v redu, ne na takšen način, z uradnimi osebami, ki izvajajo uradne postopke. Kako boste, specialna enota se upravičujem, ampak ta zakon predvideva tudi ustanovitev posebne specialne enote znotraj uprave, torej specializirani veterinari, ki bodo hodili po terenu in odkrivali neposredno primere. Še enkrat, veterinarska inšpekcija je žal kadrovsko podhranjena in se vam zdi, da se na terenu dogajajo anomalije ali ne? A se vam zdi, da je v tej državi preveč primerov mučenja ali ne? Ali mar ni vsak primer odvzetih rejnih živali, kakor zdaj gledam, ker govorite bolj o rejnih živali, a ni vsak tak primer aboten, nevzdržen, nepotreben? Absolutno. Ali se vam zdi, da je inšpekcija v tem primeru izvedla svoje naloge? A se vam zdi, da se vsa ta leta, kar se dogaja, ali izvajajo v redu svoje pooblastile naloge? Ali pa rabijo eno pomoč? Rabijo ustrezno službo, ustrezen nadzor, dovoljšno število kadrovskega potencijala in morajo to delati. To rabijo. Ne rabijo ovaduhov. A me razumete? To so ovaduhi. Glejte, vam bom povedal primer. To je tako slaba beseda, da naslavljate nekoga, ki deluje za dobrobit te družbe. Vam bom povedal primer. Se je v klavnico pripeljala žival, ki se je morala doma eutanizirati z veterinarskim nadzorom. In to se je, seveda, ne gre na glavni hod, ker ne more sama iti, v skladu s pravili, in se je seveda ta žival dvignala na linijo klanja. Po drugi strani seveda so bili v liniji, v boksu drugo govedo za klanje in je eno od teh živali seveda govedo muka. In to se je posnelo in se je poslalo na veterinarsko inšpekcijo, da se je žival dvigovala v klavnico, ampak kaj hočem povedati? Ta človek že danes govori, da zdaj bo pa on pooblaščenec in bo delal po terenu in bomo mi kmetje videli, kaj se bomo zdaj naprej šli. Jaz se želim, da kdorkoli komorkoli grozi v tem kontekstu, jaz želim samo, se to že dogaja in to tudi ni namen, da bi kdorkoli spodbujal groženje. Naš namen pa je, da se te primeri, ki so se pokazali iz klavnic, preprečijo, ker vi veste, da je zakonodaja glede klavnic zelo jasna in da se žal tukaj anomalije neposredno dogajajo. In zato si želimo tudi nadzora nad tem. In kdo je zopet kriv? Tisti, ki nadzora ni izvajal pravilno. Veterinarska uprava, ki dela nadzor, kajti žival se ne sme zaklati brez prisotnosti uradnega veterinarja. In dajte se tukaj, ste v vladi, ste v koaliciji in tle noter stvari dajte urediti. Po drugi strani pa zdaj, kot ste tukaj zapisali, sicer je tam tako, razlaga zakona pa členi so konfuzni. To se dobro vedeli. Jaz sem bil sicer kratek čas poslanec, pa poznam tudi nomotehniko in znam brati zakone. Se bomo tudi zakonodajno-pravno službo bo dala menjela kot člene še do reči, ni problem. Pobirate se pravi veterinarje, pobirate vseh obočnih enot, jih spravljate v to centralno neko skupino, specialno enoto, v redu, nič ne piše, da bo zdaj prišli več veterinarjev. Bobo, piše v finančnih posledicah. Se smo pogledali, po drugi strani pa vse to tudi nadzor, plačilo, izobraževanje teh pooblaščencev bo zopet šel iz stroškov uprave za varno hrano, ki pa po drugi strani potem ona ne bo mogla delati tistega svojega poslanstva, ki ga že zdaj mora delati, nadzor in kakovosti živil, hrane na trgovinah, kajti z tistim denarjem, ki ga zdaj veterinarska uprava ima, se lahko naredi pač toliko, kar se naredi. Tako da gremo zelo na tanek led, ker si tukaj potem vprašanje tudi za zdravje potrošnikov. Druga stvar pa, gledajte, biovarnost. Jaz si ne upam stopiti v noben hlev, tudi pri mojih najboljših prijateljih, če me ne prosi za pomoč ali pa če mi ne dovoli. Kajti nikoli ne vem, v kakšnem zdravstvenem stanju so živali, lahko imajo kakšne viroze, veterinar, ko pride zdraviti, si mora obuti plastične škorne čez to in si jih potem sezuti, da ne prenaša bolezni. Veste, gledajte, tanek led, biovarnost je najbolj pomembna stvar pri reji izrejnih živali.
Najbolj pomembna stvar zame pri reji živali je, da jih ne mučiš, da ne trpinčiš in da so te rejne živali v čim večji možni meri, da se za nje poskrbi. Ja, 500 tisoč, več kot 500... Vsej skozi govorite vi. 500 tisoč, več kot 500 tisoč govedi imamo v Sloveniji, ne? Pa še ostale zadeve. In pri vsakih takih anomalijah ali pa ekscesih, kakorkoli jih imenujemo, ne, ni toliko pomembno, ali pride tam veterinarska inšpekcija, je pomembno. Ne? Vendar hkrati z veterinarsko inšpekcijo bi morala pa vedno priditi še neka druga služba. Služba za psihično zdravje, psihosocialne zadeve. Potem moramo vedeti, da so ostareli kmetje na samem živijo iz časti in nima v ponos, da bi prosil nekoga, da se mu pomaga in tako naprej. In zato pa prihaja do takih reči. Lahko jaz samo povem za malo prej. V obrazložitvah zakona zelo lepo piše. Za namene nadzora nad izvajanjem zakona in ob upoštevanju povečanja obsega nalog in občutljivosti problematike zaščite živali se ustanovi posebna skupina uradnih veterinarjev, ki bo izvajala izključno naloge nadzora v delu, ki se nanaša na zaščito živali. To je torej poleg tega, zato ni treba skrbeti, da oni ne bi mogli tega izvajati. Oni bodo dodatni kadri k obstoječim in iz tega naslova se seveda zaradi materialnih stroškov, dodatne opreme in terenskega nadzora zagotovijo dodatna sredstva, zagotovi se tudi za usposabljanje. In mene v bistvu res preseneča, zakaj ste tako šokirani in jezni na tem, da bi posamezniki, ki že so na terenu, ki so že vrsto let aktivisti na področju zaščite živali, ki se že trudijo, ki na lastne stroške prostovoljno, popolnoma prostovoljno, brez kakršnihkoli prispevkov strani države, to že itak izvajajo, izključno z enim namenom, izključno za zaščito in reševanje teh živali. Zakaj vas tako skrbi, če bi oni dobili vsaj nek osnovni položaj v samem postopku, torej osveščanje o tem, kako ravnaš z živalmi, kakor tudi zbiranje dokazov, ki jih potem itak posreduje uradnemu veterinarskemu inšpektorju, ki v celoti sam vodi ta postopek. Tu bi imel jaz eno pod vprašanje, se opravičujem. Kako boste poskrbeli, da ne bo tu pri tem, o čemer ste zdaj govorili, gospa Hot, prišlo do neutemeljenega poseganja v zasebno sfero skrbnika živali? Poglejte, kje so varovalke tu? Tu so varovalke predvsem v temu, da je ustava zelo jasna glede pravice do zasebnosti. To ne bo prihajalo zdaj do vdorov v domove in tako dalje. Ampak reciva, da se hlev lahko vidi v hlevih, kjer so živali, to kot so. Sprašujemo domove, ne? Se pravi, za male živali, ne? V hleve pooblaščeni veterinarski inšpektor lahko vstopijo, ne? Ja, veterinarna. Medtem ko en predstavnik društva lahko od odzunaj lahko že vidi najbrž, kako se slabo ravna z živalmi. Lahko se to zgodi, prijavi potencialno možnost nepravilnosti in veterinarski inšpektor je tisti, ki potem neposredno ukrepa. Se ne bojo društva hodila direktno v hleve in sama ukrepala. To niti ni namen tega zakona. Namen tega zakona... Ti aktivisti že hodijo po hlevah in delajo nemir med živalmi, nemir med rejci. Kaj bi vi naredili, da bi se te živali zaščitilo? Kaj bi vi naredili, da ne bi prihajalo do tega, kar prihaja zdaj na terenu? Pa ne mi govoriti o krepitvi inšpektorjev, ki to sva že dala skozi. Kaj bi vi naredili, da tisti, ki se dnevno borijo in so na robu obupa, ker država ne ukrepa, da se jim da vsaj... Država mora ukrepati. Ja, ma ne ukrepa, ker mi pa se zdaj vrtiva na isti točki. Jaz sem govoril, da je kadrovska podhranjenost in da tu ne gre za ovaduštvo, gre za opolnomočenje tisti, ki že itak to počnejo. Ampak primarno bodo še vedno ozaveščali. So pa tudi oni velike nevarnosti. Zadnjič smo imeli tudi okroglo mizo, pa so mi povedala društva, kako zelo nevarno je tudi za njih, naprimer, ko morajo iti na teren ukrepati. Itak rabijo tudi policijsko spremstvo včasih in tako dalje. Vas pa vabim, da obiščete društvo za zaščito skonj, pa se tam res pomenite in vidite, kakšne primere imajo na terenu. Gospa poslanka, gledajte, jaz celo življenje živim na kmetiji, ne? Mene je pes naučil hoditi, da ne bo pomote. Nikoli na naši kmetiji ni bil pes privezan. Pa tudi zdaj ni in ni ograjen in se lahko tle, bom rekel, samo ovadim. Sam je doma in je neograjen in tudi ne bo nikoli privezan. Kajti taka je bila ta navada, taka je ta tradicija in tako tudi bo. In zdaj mi ne govoriti, da ne poznam razmer na kmetijstvu. Veste, sem marsikatero kmetijo videl, marsikom pomagal. Veste, če vam sam to povedal, koliko noči sem prebudel, da ko smo reševali porode,
pri govedi doma, pri sosedih, ponovadi te prvo poskusimo to sami narediti, šele potem si kliče veterinarja. Tako da zdaj ne mi govoriti, da ne grem jaz na teren. Veste, tega terena vam jaz lahko, gledajte, greva zdaj lahko takoj v avto, pa greva... Jaz vam verjamem, jaz ne govorim, da... se vozila, pa vam bom kazal dobre prakse, slabih praks pa ne poznam, to je pa res, se pa strinjam. Jaz vas vabim, da jih spoznate. Pa pejte obiskati društva, ki neposredno na terenu delujejo, rešujejo te živali. Evo, pred kratkim so spet dobili 6 ponijev v blatu, ki so celo življenje v temu, 3, sploh veterinarska inšpekcija ni videla, dokler niso prišli iz društva reševati živali in so jih naknadno odkrili. Mar ni to abotno, na to je treba nasloviti. Ampak jaz ne govorim, da ste vi karkoli tukaj slabega. Še enkrat, kmetov sploh tukaj ne naslavljamo tako. Se vi niste vprašali, zakaj pa veterinarska inšpekcija ni tam prišla? Je prišla potem. Ampak prej. Ja, in evo ga smo na temu, ravno zato društvo, ampak društva, ki delujejo na terenu, so to isto inšpekcijo že opozarjala, pa se ni odzvala. In na ta način, pa vidite, da imamo rešitev isto. Naša rešitev je ravno to. Mi, tiste, ki te anomalije na terenu dnevno gledajo, opolnomočimo, da se veterinarska inšpekcija mora odzvati, ampak še enkrat, ne mešamo ene z drugo stroko. Eno ne izključuje drugega. To je vse. Danes lahko vsak prijavi in je tudi dolžan prijaviti. V redu? Inšpekcija mora... To pa ni v društvu. Kaj? Tudi je, ampak je neuzakonjeno. Ni v zakonu, ja. Ja, a veste, ni uzakonjeno in zdaj ga bomo uzakonili, še enkrat poudarjam. Po drugi strani inšpektor in inšpekcija morajo delati za tisto, kateri je njihov namen. Pika. Zakaj tega ne delajo, se dajte vprašati. Se ste na oblasti, imate vse možne zadeve. Jaz sem se spraševala, več časa na to govorim in koliko sem izkazala razumevanja, da so podhranjeni in jim na ta način pomagamo. V bistvu govorila zelo podobno. Glejte, zdaj mi pa nekaj druga povete. Po kolikih prijavah, ki bojo neutemeljene, bo ta društvo ali pa ta član pa zgubil licenco? Po kolikih, ali bo kazensko odgovarjal? Če bo krivo prijavil, bo kazensko odgovarjal? Ne, kazensko odgovarjal bo tako, da se mu bo nemudoma odzela licenca, pa da 1 leto približno ne bo dobil. Pa tudi kazensko bi lahko odgovarjal? Kazensko, v kazenskem zakoniku zaradi lažne ovadbe lahko vsak odgovarja. Vi, jaz, zdaj bomo mogli pa še to se ukvarjati s tem, da bomo kazensko preganjali razne ovaduhe. Da zaščitimo družbo in živali. S tem se ukvarjamo. Samo s tem. Jaz bi tu presekal, pa bi morda še za tiste, ki se ne ukvarjajo z rejnimi živalmi, pa imajo recimo hišne ljubljenčke, pa je tudi zelo pomembno vprašanje, tudi to problematizirate v zbornici. Gospod Žveglič, menite, da je na kmetijah, to, kar ste tudi prej nekako razlagali, kako imate vi na svojih kmetij, da je na kmetijah nesmiselno označevati mačke in da naj bo prepoved privezovanja psov ohlapnejša. Zakaj? Kako? Ja, iz večjih zadev. Glejte, pri mačkah bom tako povedal. K meni na dvorišče hodijo 2 mačke, ne vem, čigave so, jaz jim nastavljam hrano, one meni za povračilo in v zahvalo prinašajo tam na vidno mesto miši in ostale glodavce, ki jih pač na kmetiji so in mačke imajo, seveda so na kmetiji, imajo koristno delo. In jaz nobeno od teh mačk ne morem ne pobožati, ne prijeti, niti res je, da se njem nekaj časa s tem ukvarjati. Ne jih lovi, pa ne jih čipira, kdor hoče, da ne bo pomota. To je ena stvar. Druga stvar so pa tudi pri psih. Veste, določen pes sploh, zdaj pa ne bi rad bil na določenih okoljih, v določenem okolju pes na kmetiji mora biti. In predvsem zaradi varovanja premoženja in tudi ostalih zadev. Veste, nam se dogajajo, predvsem na Dolenjskem, ko nam iz hlevov, če nimajo dosti hudega psa, zginjajo teleta, zginjajo prašiči, o kurah, da ne govorim, to so sploh posebne zadeve in seveda to pes mora biti. So pa seveda kmetije, ki jih ne moreš ograditi. Gre javna pot skozi in tako naprej. In zato moraš tam pred tisti hlev in pred tiste zadi, ki jih imaš, pač postaviti psa in bom tako rekel, zdaj pri nam doma ni bil pes nikoli na verigi in tudi nikoli ne bo. Ne more biti drugače kot na verigi. Se pa sprašujem, kakšna je razlika med vrvico za sprehajanje in med verigo. Velika razlika je.
ko so psi na verigi, običajno niso sploh deležni sprehoda, ampak so celo življenje priklenjeni na 2-3 metra. Dejansko znanstveno dokazano, strani stroke dokazano, so ti psi veliko bolj podvrženi psihičnemu stresu, psihičnim težavam, lahko so agresivnejši, ker enostavno imajo premajhen prostor in ga toliko bolj varujejo. Zato smo šli z predlogom, še enkrat govorimo o predlogu, ki bo šel skozi celoten zakonodajni postopek, da bi se tukaj jasno zapisalo, da se te verige prepoveduje, ker v tem trenutku je ta zapis, ki je v zakonu, ki se je spremenil leta 2021, še nekoliko preohlapen, še vedno dopušča preveč nijans, kar pomeni, da recimo v Logatcu še vedno lahko vidite psa priklenjenega na verigo, ne da bi se mu lastniku karkoli zgodilo. In se nam zdi pomembno dati neko prehodno obdobje in zelo jasno tukaj zapisati, da enostavno to v Sloveniji 21. stoletja ni več dopustno. Mnoge države so to naredile. Predvidevamo 6-mesečno prehodno obdobje, razmišljamo, jaz upam, da so te psi v oskrbi odgovornih skrbnikov. Jaz upam, da odgovorni skrbnik ve, da pes ni namenjen temu, da varuje premoženje. To ni osnovno poslanstvo psa, to ni osnovno poslanstvo živali. In mislim, da veliko ljudi kmetov se s tem strinja, zdaj mi boste vi dovolj omenjeno. Sej, deva biti tudi do žensk spoštljiva, ne samo do živali. Sekundarno, enostavno, ko pravite, kakšna je razlika med povodcem in verigo, ne? Najlepše bi bilo, da so vsi psi svobodni in da ne rabimo med povodce in tako dalje. Ne? Ampak definitivno ena kultura obnašanja in sprehoda pomeni, da boš imel psa, ko greš na sprehod na povodcu. Ampak na drugi strani tudi pomeni, da ko bo doma, bo svoboden, da ne bo priklenjen na 2x2 metra, ne da bi se lahko ustrezno gibal. In to je ključna težava psov, ki so celo življenje priklenjeni na verigah, da so celo življenje na ta način priklenjeni. Mene veseli, da vi niste nikoli, tudi moj pes ni bil nikoli priklenjen na veriga. Mačke, čipiranje mačk, opažam, da je to strašno vprašanje, ki vzbuja veliko dilem in problematike in zelo težko govorim kot non-stop. Vi meni očitate, ne, pa v bistvu vi non-stop mene prekinjate, ampak ni problem. Gre za to, da promoviraš odgovorno skrbništvo, da dolgoročno promoviraš, da se ve za vsako mačko, komu sodi, kam gre. Vemo, da mačke so drugačne, mačke veliko bolj v primerjavi s psom so nagnjeni k temu, da hodijo po terenu in tako dalje, ampak se vedno znova seveda vračajo domov. Gre za neko promocijo odgovornega skrbništva, kjer bi pač pokrili. Zaenkrat glede financiranja je predvideno v zakonu, da bi država soprispevala in seveda tudi sam skrbnik, kot mora to narediti pri psu, ne, torej v prvih 12 tednih življenja bi mačke pač čipirali. Zakaj pa to vprašanje tako kontroverzno, pa v bistvu meni ni jasno. Popolnoma iskreno, pa sem se z dosti stroke pogovarjala in marsikdo se sprašuje, zakaj je to vprašanje čipira mač tako kontroverzno, ali se gre samo za stroške, nikomur ni jasno. Lahko mi vi razložite? Vam, gospod Žveglič? Ne vem, meni je, gledajte, vsako ta, ne, jaz sem rad bi bil, ali pa saj želim, poskušam biti svoboden človek, tako kot tudi pustim mojemu psu, da je svoboden na tistem teritoriju. Ne? In se mi zdi vsako taka zadeva, kot so državne prisile in državne regulacije odvečne. Vse nekje so potrebne. Ne? Potrebno je omejitev hitrostnih cest v naseljih, čeprav se, gledajte, ne, nobeden ne ali pa zelo malo se problematizira to in tako naprej. Zdaj sem se danes peljal v Ljubljano v službo, ne, in smo se po avtocesti vsi peljali, dokler nismo prišli v gužvo po 150 in kaj bomo rekli, zdaj je 150 normalno, ne? Ni normalno, je prehitro. Gledajte, mislim, da je ta stvar nepotrebna, ne? Če pa to zdaj, kdor ga želi sam od sebe, da ga bo lažje našel in tako naprej v redu. Ne? A pa je sploh kaj v tem zakonu, s čimer se vi strinjate, gospod? Glejte, mi se strinjamo s tem, da država uredi prehodne hleve, kajti vedeti je potrebno, da bo do ekscesov, nažalost, ne, kakorkoli bomo vsi počeli in tako naprej, da bo do ekscesov prihajalo. Vete, to je v povezavi z ljudmi, z njihovo psiho, z njihovim zdravjem, z njihovim mogoče časih tudi nažalost načinom razmišljanja, nikoli ne veš, kaj se tam takrat dogaja, da pride do teh ekscesov in to seveda pozdravljamo. Ampak žugate pa z ustavno presojo z referendumom, boste šli v to? Ja, če bojo bili, se pravi, če bodo ostali v zakonu, jaz upam, da ne, da bo tudi parlamentarna
Pravna služba ta zadevo mislim, da bi morala raztrgati, kajti že veliko manj, še zakone, ki so manj posegali, jih je raztrgala. Če ne bodo šli ti členi okoli teh pooblaščencev in tako naprej ven, bomo ali ustavno presojo ali pa naknadni zakonodajni referendum. Dobro, kaj pravite na to, gospa Hot? Smo pripravljeni na vse to, ni tako ostro zastavljeno glede video nadzora, imate primere drugih držav, sama sem pravnica, ne bi jih tako raztrgala zakona, ki sploh v tem kontekstu niti slučajno ni proti ustavi. Video nadzor v klavnicah, ki izvaja neko gospodarsko dejavnost in ki mora zagotoviti določene zakonske pogoje, seveda bi moral biti dopusten in jaz mislim, da bo to tudi ustavno sodišče, kolikor pride do presoje, dopustilo. Vse ostalo pa enostavno stojim za tem zakonom, za temi zakonskimi rešitvami, to še zakon ni, ker je šele v zakonodajni proceduri, dajmo si iti na jasno. Dopuščam, da bodo možne spremembe, mi smo za razpravo seveda v tem kontekstu odprti, še enkrat ponavljam, ne gre za napad na nobenega kmeta ali rejca ali kogarkoli drugega, gre za napad na mučitelje, gre za napad na tiste, ki konje, pse, zajčke, katerokoli žival v tem kontekstu želite, trpinčijo in gre za to, da kot družba naredimo en korak naprej. Ker status quo, spoštovanje odgovarja vsem in to je po današnji razpravi jasno. In boste v parlamentarno razpravo, še enkrat ponovim, da je redni postopek za ta zakon, za to novelo zakona, boste zdaj v parlamentarne razprave tudi javno napovedujete, čeprav razumem, vključili tudi veterinarje in kmete. Absolutno, absolutno. Vsi so vabljeni, da dajo pripombe, kar je normalna zakonodajna procedura. Še enkrat, javna predstavitev mnenj pomeni, da bo celotna zainteresirana javnost povabljena, da bo imel tudi gospod svojih 5 minut pred kamero in bo lahko povedal točno, kaj vse... Protestiram, jaz ne rabim imeti 5 minut pred kamero. Odločno protestiram in prosim... Kaj se lahko ne derete name, prosim? Ne, gledajte, jaz se zelo počutim... Jaz vas prosim, da se name da ne kričite, da pustiti dialog. Rekla sem 5 minut, zato ker vsak dobi 5 minut v okviru javne predstavitve mnenj, dobi vsak vabljeni gost 5 minut. V tem kontekstu sem mislila, ni potrebe po razburjanju. V okviru tega bodo vsi vabljeni od veterinarske inšpekcije do vseh društev, ki se obračajo in dnevno delujejo, pa morda bo tudi tam možnost za podrobnejše izmenjavo mnenj, tudi glede vašega pogleda. Izredno sem razočaran na tem, da mi je seveda očita gospa poslanka, da bom imel možnost biti 5 minut pred kamero. Še enkrat protestiram, jaz tega ne potrebujem, govorim za to, jaz pa veste, kaj protestiramo? Protestiram obračanju mojih besed. Protestiram manipulaciji, protestiram obračanju. Vi ste ravno, kar sem lepo povedala, da je 5 minut namenjeno vsakomur, ki pride na javno predstavitev mnenj. In tu bomo naredili zdaj piko. Oba sta danes v tem studiu skupaj imela na voljo kar 37 minut za razpravo. Upam, da so si ljudje ustvarili tudi mnenje. Vsekakor pa bomo ta parlamentarni postopek v tej noveli zakona, ki očitno buri precej duhov, pozorno spremljali in seveda o tem še kdaj v tem studiu govorili. Za danes pa gospod Roman Žveglič, gospa Meira Hot, najlepša hvala, da ste prišli v ta studio. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, kot rečeno, vse, kar se bo dogajalo s to novelo zakona o zaščiti živali, bomo na n1info.si intenzivno spremljali, zato bodite z nami. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.